Najprej iskrene čestitke za prečudovit film. Mogoče najprej z moje strani, kot strani gledalca, prvega gledalca, kako mene film nagovarja, s čem me nagovarja. Tomaž je v filmu že omenil, da je to film o iskanju in o neprestani improvizaciji. Tisto, kar je mene v filmu pritegnilo, je to, da je to film o mejah govora, jezika, glasbe, inštrumenta, kulture, izkušenj, ulice, mest. Tomaž, mene zdaj zanima, nekaj si že povedal v prvi zamisli, kje se je ta prva zamisel zgodila za film. Ampak vseeno me zanima v glasbenem smislu, a je vseeno obstajala neka ciljna črta, preko katere si hotel priti? Ne bi rekel, da je ciljna črta obstajala, ampak je obstajala pa ena puščica, ne, ki v bistvu se veže na moje odraščanje v Novih Jaršah in na mojo osnovno šolo, kjer smo bili v bistvu nekako iz cele Jugoslavije. Ne. In sem imel, se pravi, sošolce iz Bosne, pa iz Srbije, pa iz Makedonije, in sem hodil k njim na kosilah staršem, pa sem poslušal to muziko, pa dali so čez vikende deke ven pod drevesa, pa so imeli tam piknike. Pa tako. No in to, ne, se pravi, to mi je bilo nekako zelo blizu in pa se s časoma to začelo malo zgubljati, no. Tako zase govorim, kar naenkrat je to nekako nekam odšlo stran, pa sem pa potem čisto po naključju v bistvu prišel spet do tega in me to začelo zanimati in nekako, se pravi, nekaj me je vlekel, nič bolj pametnega ne znam povedati, kaj to, žal. Ja, v glasbenem smislu je to, da v bistvu je nekako mi to zelo blizu, pa imam to zelo rad, pa imam to nekako v sebi, ne, ampak hkrati nimam pojma, kaj je to. No. Ja, napenjaš šlok, ne, to, kar si zmeri povedal, potem pa slediš puščici. Še eno vprašanje mogoče. Skozi film berem eno zelo dragoceno misel, da je pravzaprav bistvo komunikacije nesporazum. Zdi se mi, da je veliko takih srečnih nesporazumov pripeljalo do enih zelo kreativnih srečanj. Čeprav se seveda v filmu neprestano spopadamo z tem, recimo Tomaž, ti kot poklicni glasbenik, z stalnim vprašanjem, kako govoriti glasbo, ne. Po drugi strani pa seveda glasba, ki hoče zamaskirati nesporazum. To berem iz filma. Glasba, ki hoče, zharmonizirati življenje. Ne? In na nek način se mi je zdelo, da pravzaprav ti hočeš glasbo iztrgati iz te harmonije, iz te neke iluzije lepote življenja, oziroma jo vrniti v neko lepoto, pravzaprav, ne? V lepoto nesporazumov, stalnih nesporazumov. Ampak ta zahteva je zvenela precej kontradiktorno na nek način. Ne? Se pravi, ti postaviš človeka v lastni kontekst z slušalkami na glavi, ne, z željo, deli, kar hočeš. Pravzaprav nekaj nemogoče zahteva, se ti ne zdi? Joj, če bi jaz tako dobro znal vse to razumeti pa povedati, tako kot ti zdaj si, ne, v tem vprašanju, pa mogoče ne bi bilo tega filma sploh. Ja, in tako bom tudi zaključil zdaj, ne. Boris, kako si se pa ti znašel pri tem filmu?
Ja, mislim, zgodba je še daljša od samega začetka, ki pa sega, mislim, da 4 leta nazaj, ampak tam, mislim, da 2011 me je Tomaž me je poklical, sva se dobila, ker zdaj, dobro, on je govoril o teh nekih novih Jaršah, ne, medva se pa poznava še iz časov, ko sem jaz žongliral, pa se ukvarjal z uličnim teatrom, pa smo tudi se parkrat na teh nekih skupnih nastopih srečali, pa sem si jaz to razlagal, da si on mogoče zamislil, da bi morda, se pravi, da če imam ta nek background, da bi morda tudi kot režiser znal nekaj prinesti k temu projektu, ampak takrat je bila to neka ideja, ki jo jaz nisem razumel čisto dobro, pa tudi mislim, da on tudi še ni vedel, no, čeprav tudi pol še ni vedel, kaj bi, Zdaj ne ve, ja, ne. ampak no in pol ni bilo nič, iz tega par let in pol se je kar naenkrat zgodil klic, hej, dobili smo pač projekt, ne, in bi se mi zdaj to šli, ne, in se pravi na začetku nekako je rekel, ok, bi morda, ne, če bi ti nek film, ampak na začetku smo mi nekako prestopili skupaj takrat z snemalko, bi rekel prvenstveno kot del te predstave, da delamo nek video material, ki bo v predstavi uporabljen, ne, zraven pa še malo probamo dokumentirati, da vidimo, kaj bo, ne, in pol smo mi to začeli, parcialno se je dogajalo, Maribor, Zagreb, smo šli potem do Darja, potem sem pa jaz se začel pripravljati en igrani film, so oni šli sami s to snemalko, so še nekaj naredili, no in potem je pač vse to potihnilo in potem decembra 2015, če se ne motim, je spet telefon, zdaj pa oni vsi prihajajo, ne, v Maribor, bi ti to zdaj, bi mi zdaj naprej razvijali to idejo o filmu in to, in sem jaz rekel, ok, super, pridemo mi v Maribor, no in zdaj bom pa jaz morda prišel do tega nesporazuma, ne, in ko smo mi prišli v Maribor, ne, ko smo prvi dan bili prisotni na tem začetku nastajanja te predstave, sem jaz v bistvu ugotovil, da bo to en sjajen film, ne, ker sem prišel do tega, da bo ta nesporazum postal v bistvu vodilo, nekako takrat se mi je tako zaslutil, ne, kar konec koncu ni daleč od klasične dramaturgije, ne, sej konflikt, kaj pa je konflikt kot nesporazum, no. In potem smo mi to super sledili teh 5 dni v Mariboru, ne, in potem sem jaz prijavil to na Filmski center projekt in smo dobili še nek denar, da smo lahko šli še eno rundo potem po Balkanu in smo malo pač posneli še tega, bi rekel, nekega kolorita, ne, in seveda pa montaža, ne, v montaži smo imeli pa več kot 50 ur materiala, polnega enih nesporazumov, ne, tako da je v bistvu bilo treba sem določiti, katere nesporazume bomo ohranili, katere pa ne. Ampak dobro, da ne bom, malo sem mogoče tle zašel. Jaz dokumentarizem, kot ga pojmujem jaz, se ne razlikuje veliko od Tomaževega splošnega razmišljanja o njegovih umetniških delih, ne. Saj v dokumentarcu isto začnemo z neko osnovno idejo in potem pač greš, kot te situacije vodijo, ne, saj ga ne moreš predvideti, ne. In tako kot se mi zdi, da so vsi člani, vključno s Tomažem, bili nekako porinjeni ven iz tega, čemu rečemo comfort zone, ne, se pravi non-stop v nekem raziskovanju, preseganju v nečem, da se znajdeš v tem, a bom jaz to sploh znal, ne. Tako smo, se mi zdi, tudi mi kot filmska ekipa bili neprestano ven iz te comfort zone, ker enostavno ni se dalo predvideti nič, ne, od tega, ker je to work in progress, non-stop se nekaj menja, ne. Tako da je, mislim, eno sjajno doživetje je bilo to. Še enkrat hvala. Redko se zgodi, ne, dokumentaristu, da ima tako hvaležno temo v tem aspektu, ne. Tako da še enkrat hvala, Tomaž, in hvala vsem
seveda ekipi in pa seveda našim glasbenikom. Hvala Miroslav, hvala Darjo, hvala Nevaj, hvala Daniel. Ne. Tako da. Mogoče sam še eno vprašanje. Miroslave, kako so vas našli? Kako ste vi došli do Tomaža i do Špele i do sve te ekipe? Dajte nam to malo ispričajte. Našli su on mene, nisam ja njih. Pa da, kako su oni vas našli? Su vam ispričali? Kako su došli do vas? Kako su saznali za vas? Gde živite? Šta radite? Tomaš je prvo mene našao u Novom Sadu na ulici. I dogovorili smo se, kao što je sve urađeno, da snimi, da dođemo u Maribor. I tako sam prehvatio i došao sam. Znači, vas je našla Špela na ulici, rekla Tomažu i onda Tomaš navratio. Prvo je Tomaš mene našao. A, Tomaš je našao, onda zvao Špelu. I mnogi su verovali da je to neka varka, da neće biti istina. A kako je to bilo kad su vam stavili slušalice na glavu, na uši, pa ajte sad vi svirajte ovu svirku Tomaževu? Pa osjećao sam se ko kad metu konju zovnicu da jede zob. Još jednom. Osjećao sam se ko kad metu konju zovnicu da jede zob. Tomaž, prevedi. On se počutil se je tako, kot ko konju dajo tist na glavo in mora jesti. To, ali sem prav jest? To je malo šale da se nasmijemo, jer nije sva sreća u muzici, da se malo nasmijemo, jer smijanje je najveće zdravlje. Ajde, recite Miroslave, još sad kad ste gledali film, Gledao sam. kako vam se sviđa? Pa, bojim se da se neka baba ne zaljubi u me kak sam lep. Biće puno ljubavi poslije tog filma. Pa hoće, ja pevam sad, gdje ste babe, hvala, dočekao sam, hvala Bogu, baba nudi, ja ne mogu. Hvala lepa ekipi in prosim še naprej preživite krasen večer.